Tako, mi pa zdaj potujemo v moje domače kraje na Štajersko. Skočili bomo namreč še v Maribor, v mesto, ki izkorišča moč nacionalnega informacijskega središča za turizem, za boljše razumevanje obiskovalcev in strateško načrtovanje aktivnosti. Kaj pomeni, ko destinacija ni več v temi in kako lahko NIST postane konkreten vzvod za spremembe? To bo predstavil direktor Turizma Ljubljana, gospod Jure Struc. Maribor, joj. Hvala lepa. Naj ponovim. Torej, direktor Turizma Maribor, gospod Jure Struc. Živijo oziroma po 5 dnevih martinovanja v Mariboru in na Štajerskem bi rekel srečno novo leto. Zdaj, ta, bom rekel, najava moja je bila mogoče malo preuranjena, ne. Zaenkrat se še kar drži Maribora. 5 let v turizmu izjemno uživam, moram reči, da eden izmed boljših poklicev, 30 dni dopusta še imam, pa enega lanskega. Kadarkoli so počitnice, delamo, ko je martinovanje, vsi se treznijo danes, mi smo bili pa dehidrirani, ker nismo mogli vode niti piti vmes. Potem pa pride še čarobni mesec, ko ponavadi diši po potici, pečenki, vsi mislijo o darilih, mi pa komaj čakamo, da mine. Zdaj pa gremo k podatkom. Ti moji občutki so zelo pristni, ne, ampak nikoli se pa nisem tako slabo počutil, ko sem bil brez podatkov. In na začetku se mi je to kar, bom rekel, dokaj hitro zgodilo, pa mogoče samo, da skočimo še malo v kriptosvet. Mnogi izmed vas ziher vlagate v kripto, pa ne bom vprašal, kako vam gre, ne, ker če bi vam dobro šlo, ne bi bili tu. Če pa gre malo slabše, boste pa še malo počakali, ne. Potem imamo šport, kjer je zopet dosti stvari skritih v podatkih. Občudujem Američane, na primer, ki statistiko res nabustajo do zadnjega detajla. Na primer, pomemben pokazatelj, kdo koliko performa, je impact score, če ste kdaj slišali. To je plus minus, dobiš točko, igraš v ekipi hokejske, na primer, ne, če moštvo dobi gol, dobiš minus točko, če pa ne dobiš gola, pa ga daš, pa dobiš plus točko, ne. In ta rating, ne glede na to, kako ti performaš v smislu dajanja gola ali prejemanja, daje neko težo tvoji prisotnosti v trenutku igre. Potem imamo še, na primer, QB rating, ne, ki pri ameriškem fuzbalu ocenjuje, bi rekel, modrost pri odločanju, ne, kam bo podal. In tisti rating tudi pove, ali se podajalec v pravem trenutku odloči za pravo podajo ali pa pač tu dela neumnosti. Pa mogoče še pogled v prihodnost. XG, ne, expected goals, je pa parameter, ki pa govori o tem, koliko bi pa nek parameter oziroma nek igralec moral dati golov v sezoni. Zdaj o borzi ne bomo izgubljali podatkov, mislim besed, vse je zopet v podatkih, ne glede na to, koliko podatkov imamo, mi se vedno odločamo na preteklosti, se pravi na neki krivulji, ki je za nazaj. Ni nobene garancije, da ti podatki lahko izboljšajo naše odločitve, vendar če vidiš neko krivuljo, si vsaj znaš predstavljati, kam stvari grejo. In v turizmu v bistvu ni nič drugače. Brez podatkov smo v temi, potem pogledamo v to Marijo, ki nam včasih da kak odgovor, včasih pa ne, ampak boljše je, da se zanesete na NIST, oziroma pač tudi, če imate kakšne svoje baze, vidimo, da ene destinacije, na primer Ljubljana pa Malta, so zelo napredne, pri tem mi smo še, bom rekel, dokaj bazični. Župan je bil zelo zadovoljen z 5-dnevnim dogajanjem, zato si ga bomo danes 2-krat sposodili. Prišel sem v času covida in malo tam vmes, ne, tisti 2021 je že bilo poletje, me vpraša: Jure, kako stojimo? Jaz pogledam številke, pa pravim, ja, pol toliko imamo, ko smo imeli v prejšnjih letih, ne, pa rekel, ja, kako? Sem rekel, ja, ne vem, čakaj, da preračunam, ne, in grem pogledat, potegnem seveda podatke iz SURS-a tudi, pogledam Slovenijo, pa kako drugo destinacijo in mu rečem: župan, tudi drugi imajo isti problem, temu se reče okrevanje, ne, in pol je bil s tem zadovoljen, ker je videl primerjavo z drugimi. Potem se je pa zgodilo, da po covidu
pa zdaj ne vem, kdo je prvi objavil, ampak so objavili lestvico najhitreje rastočih destinacij, pa sta bila Koper, Radovljica ali pa mogoče obratno, mi smo bili pa tretji. In seveda sem takrat to z veseljem tudi povedal, pa zdaj je že situacija drugačna, ne, ker po covidu pa vemo, da je pol šlo počasneje gor. Ampak on še včeraj je pred eno množico rekel, da smo najhitrejša rastoča destinacija. Valjda mu nisem veselja pokvaril, ne. Sem pustil, da živi v tem prepričanju, ampak hočem reči, nekajkrat je mogel slišati to informacijo, da je znal nekaj z njo početi in se z njo tudi dobro počutiti. Zdaj, tu imamo en graf, eden izmed mnogih, naše poročilo, statistični barometer Maribora zajema nekje 15 strani, začelo se je z eno. Začetek je bil zelo težek, ker vedno so kolegice rekle, da vse, če vprašajo, povemo, ne, pogledamo v SURS, pa imamo 3-mesečni zamik, rezultate za nazaj, ampak mene novinarji vprašajo, koliko je zdaj ljudi v mestu, ne koliko jih je bilo maja. Ne. Skratka, potem smo začeli sami preko te takse spremljati sproti, kaj se nam dogaja in praktično do 12. v mesecu smo za pretekli mesec imeli vse prečesano. Zakaj so mi pomembne te palčke? Zato, ker vidite, da imamo v bistvu vikend turizem v mestu. Ne? Se pravi, vse, kar je rdečo, so petki, sobote, nedelje, pa vidimo vse, kako vedno v petek, potem se dvigne število nočitev, čez teden je pa bolj tak. Ne? Ampak to je tipična mestna slika. Z tem grafom smo tudi lahko nekaj mitov razvili. Ne? Jaz, ko sem na začetku prišel, so mi rekli, vi ste tak tranzitna destinacija. Pa jaz študiram, kaj to pomeni? Ne? To je nekako slabo, se moram počutiti ob tem. In pol seveda razmišljam, kaj to pomeni. Pomeni, da se mi gosti tako ali tako mimo vozijo, mi pa tako nič ne delamo. Ampak pol smo obrnili zgodbo, smo rekli, ja, mi smo tranzitna destinacija, a ni to fino? Predstavljajte si one v Rušah, ko morajo pač prositi za te goste, nam se pa mimo vozijo. Ne? Skratka, tudi ko pogledate graf, ni več tako strm, ne? Prej pri Ljubljani smo videli tipična Fuji Gora, mestna, bom rekel, destinacija. Nam je uspelo to Fuji Goro malenko sploščiti pri nizkih sezonah in je zadeva marca, pa aprila, pa oktobra, novembra bistveno boljša, do 43% smo te sezone dvignili. In zopet, na podlagi teh podatkov, ker smo videli, da so nizke sezone in zdaj visokih sezon tako ali tako več ne moreš nikamor nabildati, ali pa jih lahko malo, ne? Z nizkimi sezonami je treba nekaj početi. In zdaj jesenski doj nam zelo dobro ratuje, ne? Ker imamo dosti prireditev, pomladi pa še malo šepa, pa zopet nekaj smo pozabili, ne? Pri turizmu vreme je pomemben faktor. In včasih se ljudje, sploh tisti, ki iz bližnjih trgov prihajajo, odločajo glede na vreme, ne? Če je lepa napoved, bojo prišli, če ne pa tudi ne. Danes gubljam z besed, vse osnovno metriko poznate, kar vsaka destinacija mora imeti, prihode, nočitve, turistično takso, razmerje domači tuji, povprečna doba bivanja, kjer so top države, kakva je metrika nastanitev, pa pridemo do lokalnih matadorjev. Tu imam pa zdaj mestne četrti pa krajevne skupnosti. Zakaj je to pomembno? Pridejo Pohorci, ne, hotelirji pa pravijo, mi smo turizem, ne, mi vam delamo turizem, kje je turistična taksa, ne, kakva turistična taksa? Ja, dajte nam turistično takso, mi pripeljamo goste, ne, se rekel, čakajte malo. Turistična taksa je pobrana zato, da mi kot Zavod za turizem promoviramo destinacijo, vse vas, ne. Poleg tega pa, kjeri ste rekli, da ste prvi ste? Čakaj malo, tretji ste. V redu, postavite se vrsto, ne, skratka malo heca, ampak dosti zares, včasih je red treba narediti skozi podatke, lažje je razumeti, kje ti je mesto. Seveda smo pa na njih vse ponosni, pa naprimer zdaj, ko smo se zadnji par mesecev pogovarjali, kaj narediti s Pohorjem, zopet en graf, videli smo, kaj je treba narediti. Če imamo zasedenost ležišč tako kot v centru, smo dobili 100.000 nočitev, samo na področju Radvanja. Se pravi, nekaj je treba narediti in ko pogledaš grafe posameznih hotelov, je tako BMX proga, malo gor, malo dol, malo gor, malo dol. Skratka, tu rabimo neko stabilnost. Zdaj pa pridemo v bistvu na naš osnovni problem, zakaj smo tu. Eno destinacijo znamo obvladati, kaj pa 2, 3, ali pa zdaj si predstavljate partnerstvo za Pohorje, ki je modro, Štajerska, ki je rdeča, eno ima 19 občin, drugo ima 41 občin, ne broj zavodov, ne broj poslovnih subjektov, ki bi radi sodelovali. Kaj pa zdaj tu narediti? Kaj 60krat bomo gledali v te takso? 60 različnih tabel pa pol oparjali? Ne, tu pride NIST. Samo odkljukaš in dobiš to na pladnju.
Predno pa se Nistu zahvalimo, pa še ena zgodba, ki v bistvu ni zgodba o kitu, ampak na nek način je. Par let nazaj smo se pogovarjali o adventu, kak je čaroben v Ljubljani, pa kak je v Varaždinu fajn, pa kak je v Gradcu vse čarobno in da ne omenjam Dunaja. Ne. In pol župan pravi, to je zdaj drugič, ga sposodimo, ne. Pravi, ja dajmo nekaj narediti iz decembra, ne. Pa jaz pravim, ok, kaj, ne? Ja, da pridejo, da jih več pride. Ok, pusti me, da preračunam. Grem s kolegicami, izračunam, kaj ugotovimo, da v bistvu nismo nič slabši od Ljubljane, od Varaždina, od Gradca, smo pa bistveno slabši od Zagreba. Pa zdaj ne me zopet za besedo držati, to so bili podatki z 22 ali 23, ne, ampak vse destinacije smo delali 7% celotnih nočitev v decembru. Edino Zagreb je imel 9,3. In bolj seveda malo preračunavamo, kaj se je zgodilo, pustimo zdaj, da vlagajo milijone kamione, pustimo, da so bili 3-krat adventna destinacija, skratka neki res mega nazivi. Gledamo še malo globje in vidimo en zanimiv podatek. Ljubljana 8% slovenskih turistov, mislim, da 22 italijanskih, kar je super, ker to pomeni tudi večja kupna moč. Maribor 15% slovenskih turistov, gremo v Zagreb 31% Hrvatov, gremo v Varaždin, podobna številka, pa prijemo v Gradec 54% avstrijskih turistov. In pol grem jaz nazaj do župana, mu razložim celo analizo, pa samo postavim vprašanje, kateri trg napademo. Rekel, kako to misliš? Sem rekel, ja, hočemo imeti 54% Slovencev ali hočemo imeti 22% Italijanov? To je vprašanje. In s temi podatki prava vprašanja postavljate in seveda potem sprejemate odločitve. Odgovora še nisem dobil. Zakaj ne? Vemo zakaj, ker pol pomeni, da prije drugo vprašanje, pa še tretje, pa četrte, pol smo pa že pri denarju, pol pa dobenemo, več ni fajn. In pol pridejo rešitelji iz STO-ja, jaz moram reči, da sem tak napaljen, ko se o Nistu pogovarjamo, ne, in vedno z veseljem pridem svojo zgodbo povedati, kako doživljam te podatke, ker je pač dosti Švica zadaj, ne. Zdaj pa samo klikamo, pa samo čakamo, da bodo vsi, se pravi Maribor, Pohorje, Štajerska, pa še vsi, ki se, bom rekel, med sabo merimo, spodbujamo, začeli to uporabljati v polni meri. Pa čist na kratko, ker sekunde letijo, Štajerska in Pohorje, prej sem osnove predstavil, gre za zelo široko področje, to je 18% Slovenije, to je 60 občin, to je 10% nočitev, 10% prihodov, 15% zaposlenih v turizmu, pa 18,000 postelj. To so destinacije, ki so tipično mestne, so tipično outdoor, so tipično zdraviliške, so malo mešane, imajo več na kulturi, nimajo nič nočitev, pa so zraven. Skratka, čisti tutti frutti. Ampak mi bi vsi nekaj več naredili in pol pač naredimo osnovno primerjavo pri prenočitvah za Štajersko pa za Pohorje, se pravi za tiste dve barvni kombinaciji, pa že tu vidimo, kje imamo težavo. Se pravi, Pohorje ima vsaj 3 vrhe, ne, ali pa 2 rečemo, ker začetek pa konec leta se stikata, ne, se pravi, ima 2 vrhunca v sezoni, medtem ko Štajerska, ki zaobsega bolj tale podravski del z mestnim delom turizma, pa ima pač tole našo Fuji goro, ne. In če gremo dalje, pri Štajerski 50% nočitev ustvarimo z 5 trgi. Pri Pohorju se to zgodi pri 3. In če grem nazaj, ne, Štajerska je cirka 22% Slovencev, Pohorje 36% Slovencev. Če gremo še dalje v globino, kako se ti trgi obnašajo, ne, vidite, da Slovenija ves čas prisotna z poudarki na dopustih, šolskih počitnicah in podobno. Nemci pa Poljaki, na primer, pridejo samo čez poletje. Zopet, odločitev bo, ali jih probamo še dobiti v drugih mesecih, ali bomo pa probali samo njihov prihod pa odhod malo podaljšati. Zopet pridejo zadaj odločitev za temi podatki. Avstrijci ves čas prisotni, pa Hrvati ves čas prisotni, s tem, da Hrvati imajo pa očitno radi naš
snežni del, ne, in Štajerske in Pohorja. Ne. Zdaj pri Pohorju je pa, naprimer, tam smo rekli 5 trgov, tvori 50% nočitev, tu pa 3, pa vidimo tudi, kakva je zadeva, kako je postavljena. In na tem zdaj delamo v teh 3 entitetah, Pohorje, Štajerska in Maribor, ker na podlagi tega bomo sprejemali odločitve, kdaj promovirati, kaj promovirati, komu to promovirati. Z Nistom smo zagotovo lahko boljši. Hočemo primerljivost. Jaz hočem vedeti, kaj dela Ljubljana dobro, pa hočem vedeti, kaj Velenje dela dobro, pa radoveden sem glede Kopra, pa za Radovljico vem, zakaj so bili pred nami. Ne? Prej nisem vedel, da imajo 2 velika avtokempa, pa da imajo boljšo strukturo v gostih, ne? Ker pridejo tisti z višjo dodano vrednosti, zdaj pa vem. Hočemo sprejemati odločitve na podlagi podatkov, valjda, ker edino za takimi lahko stojimo. Hočemo prihraniti čas ljudi. Pohorje, Maribor, Štajerska imajo zdaj enega analitika, ne? Enega, ki je na Zavodu za turizem in se bo potrudil, da bo redne reporte pripravljal za vse, da ne izgubljajo časa. Transparentni hočemo biti in povezani. Zdaj pa, vedno je pa še neki minus. Ne? Goli smo, brez sedla smo, na čistini smo, vsi nas vidijo. Nimamo niti pištole. Samo imamo pa lepi klobuk. Ne? In jaz mislim, da ste vi od danes naprej pripravljeni vlagati v vaš turizem. Hvala. Najlepša hvala direktorju turizma Maribor, gospodu Juretu Strucu. Ta je zame, hvala. Zdaj ste pa spet vi na vrsti za vprašanja, če ste kaj radovedni glede Maribora ali pa kaj je gospod Struc še z županom. Mislim, da je omenil 5-krat, da ga bo ponucal, pa ga je samo 2-krat. Dvakrat, ok. Več si ne upam, ker bo ziher do njega prišel. Imamo še kako vprašanje? Ja, nekaj konjev imamo v mestu. Še kakšna roka? Z Martinovanja imamo cel kup fotografij, ampak glede na to, da so kolegi pospravili komaj o polnoči, pa glede na to, da so me kolegice iz STO-ja tako prijazno počakale z deadlineom, ne, mislim, da ni pravi čas, da se s tistimi slikami še hvalimo. Je pa bilo mesto res polno, 30,000 ljudi je nekje bilo v mestu, brez incidentov, pa bolj ali manj so vsi prišli tako ravno domov. Če ni preostalih vprašanj, gospod Struc, najlepša hvala. Še en velik aplavz.